kot da je to dobro. Če križ, Bog blagoslovi. Krasen dečak, vej. Kako ga zdaj že res v blago, ga imam? Čakaj, kje si? Blago lačni. To je čuden. Čakaj, da vidim celo zdaj. Blago lačni žen. Pa kaj je to? 6 sem imel, kaj? Pismo je. Kje si slamca? Oja, silček? Pa še venček. Ja. O, ne. Pismo, ta blago je. Samo to je res čudno, ne. Dajte še enkrat preberem tole. Blago lačni ženi pravice. Kaj ti nasičeni bodo? To je pa nekaj drugega zdaj. Blagor lačnim ženim pravice, kaj ti nasičeni bodo. Zakaj gre pri tem blagoru? Jaz si predstavljam tako, ko pomislim na otroke, ki še vedno nimajo za jesti, ki so danes umirajo od lakote in me res zaboli, da pač ta svet v 21. stoletju, da vsi skupaj nismo sposobni nekako narediti, da tega ne bi več bilo. In ta blagor v bistvu pomeni blagor tistim, ki jih bo to zaboleli, ki ne bo šli kar mimo. Problem pa je, ker je težko biti lačen pa žejen. In Jezus v bistvu noče, da smo lačni pa žejni, saj na koncu reče, da bomo nasičeni. Ampak na koncu, danes v tem zemeljskem življenju se pa še vedno lahko zapletemo v dve pasti. Prva past je, da utopimo za pravico, da se navadimo, da je ta svet krivičen. Danes se to hitro zgodi, ker imamo toliko teh slik pa podob o grozotah, o katastrofah. In se pač navadimo, da mladina žura pa ga pije in tako zapravlja svoje življenje. Navadimo se, da starejših noben ne obiskuje, pa so sami. In tako nehamo verjeti, da je lahko bolj že na zemlji, da je lahko se kaj spremeni. In druga past, v katero lahko padamo, je, da zahtevamo pravico. V zgodovini vidimo, da je bilo veliko revolucij, ki so zahtevale pravico za ceno krvi. In to šlo tudi nam zgodi, ker postanemo toliko jezni, da ni pravice in začnemo zahtevati ljudi, kakšni morajo biti. In če imamo oblast nad njimi, bomo to zahtevali in jih podredili, če pa nimamo, sem pa odbrnili od njih in bomo jezni na cel svet. V katerokoli past pademo, nas Jezus na koncu ne bo mogel nasititi svojo pravičnostjo. Če utopimo za pravico, nismo več lačni, se navadimo na lakoto in ne bomo rabili te njegove hrane pravičnosti. In če zahtevamo drugih pravico, bomo nasičeni s to svojo pravico, ki bomo drugih zahtevali in tudi ne bomo več lačni po njegovi. Kako torej ostati lačen in žen pravice na ta prav način? Imamo vsaj dva načina, kako lahko živimo ta blagor. Prvi je, da ohranimo mir srca. Z molitvijo, zakramenti, z branjem svetega pisma. Ta mir srca nam bo prinesel upanje v Jezusa, da je on že zmagal in da je premagal vso krivico in da smo na njegovi strani in da bo na koncu prišla ta pravičnost, po kateri vsi hrepenimo. Brez tega upanja v Kristusa ne bomo zmogli, ko bo pretežko, nas bo že pa lakota premagala. In ko bomo imeli enkrat to upanje, bomo lahko šli na drugi način. In drugi način je delo za Boga, delo, da bomo spremenili sebe. In ko bomo spremenili sebe, bomo na tistem mestu, ki nas Bog hoče, da smo. In na tem mestu bomo lahko delali za njega in bomo delali za pravico in bomo odganjali krivico stran. Na koncu dve povabili. Prvo za tiste, ki vidite, kako grejo stvari narobe. Kako grejo stvari narobe doma, v šoli, v službi, celo v cerkvi. In vas to res razjezi. Dajte to Jezusu. To je edini način. Povejte mu, kako vas stvari razjezijo, povejte mu, da pač ni prav, da je tako in ga prosite za ta mir srca in za to upanje, da bo on na koncu zmagal. In drugo povabilo za tiste, ki ste mogoče v življenju res veliko stvari pretrpeli, veliko krivic dal čez in imate dosti tega in imate dosti vsega in bi najraje nekam šli in si želite, da bi vas vsi pustili primer. Dajte prositi Boga, da vam da hvaležnost, da bi vse lahko bili hvaležni za stvari, ki jih imate. In verjemite, njega je bolj bolel, kakor vas boli. Njega je bolj bolel, kakor nas vse skupaj boli in je z nami in nam hoče pomagati in stati ob strani.